Pozdravljeni res vsi, ki ste na današnji praznik, vseh svetnikov Serafinskega reda in tudi na dan, ko je bilo leta 1223 potrjeno Frančiškovo vodilo, ker ste se pač odzvali na naše vabilo. Me veseli, da ste med vsemi ponudbami tega večera izbrali prav to našo frančiškovsko formacijo. Če ste bili pozorni, pred začetkom naših srečevanj je bilo na plakatu objavljeno, da bo na tem srečanju imel glavno besedo pater Robert Bahčič. A potem, kot ste verjetno videli že za ta mesec vabilo, bo pa ta večer z nami minorit pater Danilo Holc, ki bo govoril o ponižnosti Boga in nas bo tudi uvedel v to temo grečo, ki se bo nadaljevala še potem na 2 naslednjih srečanjih. Tako, preden pa dam besedo patru Danilu, naj samo povem, da se nam javlja s Ptuja, kjer živi v samostanu svetega Petra in Pavla. Na Ptuju je bil tudi rojen. Pater Danilo je imel novo mašo leta 1991, torej ravno v času vojne za Slovenijo. Je provincialni duhovni asistent za Frančiškov svetni red in je obenem tudi član kolegija narodnih duhovnih asistentov za Frančiškov svetni red. Tako in res verjamem, da ima danes za nas kaj zanimivega, zato pater Danilo, izvolite. Hvala lepa za besedo. Verjetno ne bom povedal nič novega, ker več ali manj stvari poznate. Namen je tega, da mogoče na kako stvar opozorim, da spomnim, da bi lahko potem skupaj o tem kaj razmišljali. Seveda, ko sem videl najprej ta naslov Ponižnost Boga, sem si mislil, ja, težko je govoriti o ponižnosti Boga, kdo sem pa jaz, da bi razumel to ponižnost Boga, ampak potem nekako lahko pa razmišljam o Frančiškovem doživljanju tega. Ker smo danes torej ob tej obletnici potrditve vodila, se mi zdi, da ne morem iti mimo vodila, zato sem si tako malo zamislil nocojšnji večer, da bi bilo najprej nekaj splošnih besed o vodilo, potem splošno o Frančiškovem obhajanju božiča, potem kot drugo bi ponižnost, ki jo Frančišek gleda v jaslih, mogoče malo samo izpostavil, in potem kot aplikacija te ponižnosti v življenju redovnika vseh nas. Tako, seveda nocoj ni časa zgodovinsko ali pa vsebinsko obravnaval to vodilo, pa bilo je gotovo veliko priložnosti, da ste o tem slišali. Zaustavil pa bi se mogoče kar ob prvem stavku, ki se mi zdi kar okvir, ki pravi takole: vodilo in življenje manjših bratov je izpolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa z življenjem pokorščini, brez lastnine in v čistosti. Gre torej za nek okvir, ki nakaže pomembne teme ali pa pomembna jedra vodila, že da je vodilo torej življenje. V prvi vrsti ne gre za neko besedilo, ki bi naj ostalo nekje na polici, in potem tukaj je izpostavljena majhnost, manjši bratje, majhnost kot tista, ki je gotovo odgovor na čas, ki ga je Frančišek preživljal, ko se nekako družba delila na tiste, ki so zgoraj in tiste, ki so spodaj. Zaveda se gotovo Frančišek tudi tega bratstva, če smo vsi Božji otroci, če je Bog naš oče, potem smo vsi bratje in sestre med seboj, ki ga razširi seveda tudi na v stvarstva, tudi na živo in neživo ostalo stvarstvo. Potem je tukaj, se mi zdi, izredno pomembna ta kristocentričnost, se pravi, Frančišek želi, da bratje izpolnjujejo evangelij, ampak
ne evangelij kot takšen, kot besedilo, pa zato, da bi dosegli neko krepost, ampak v prvi vrsti, da bi sledili Jezusu Kristusu, živi osebi. Zaradi Jezusa naj bi to živeli. No, in potem so izpostavljene zaobljube, pokorščina, uboštvo in čistost, seveda kot tisti pripomočki. Zaobljube niso cilj same v sebi, ampak so kot pripomočki. In tukaj bi se zaustavil, seveda, pod povečevalno steklo bi dal eno besedo, ki jo Frančišek tukaj uporabi, in sicer ne reče uboštvo, ampak brez lastnine. Torej gre za ekspropriacijo. Ja, ker ponavadi uboštvo lahko razumemo samo na tisti osnovni, prvem nivoju, ko gre za stvari, za materialne stvari, so pa tukaj še stvari na psihološki ravni, ki se tiče tudi naših odnosov, in pa seveda na tisti najgloblji ravni, ki se mi zdi, da je ravno to, o čem bomo nocoj govorili, to je ponižnost. Torej, Frančišek želi, da bi se odpovedali vsemu, kar nas oddaljuje od Božje ljubezni. To je ta razlastitev, ki je velikokrat lažja tistemu materialnemu, kot pa samemu sebi. In tukaj gre za eno osnovno vprašanje, se mi zdi, ali služiti sebi ali Bogu. In tudi pri nastajanju oziroma razvoju vodila Frančišek večkrat poseže in se ne strinja tudi z namigi rimske kurije, namreč noče besede red, ordo, temveč eno drugo besedo religijo, ki se je pojavljala takrat za novo nastajajoče skupnosti posvečenega življenja. Vemo, da je četrti lateranski koncil prepovedal ustanavljanje novih redov, ampak predvsem se ni strinjal s tem, ker redovi so imeli določene privilegije, tudi materialne. In vemo, da je uboštvo za Frančiška eno temeljnih stvari, zato ne želi imeti teh privilegijev ne zase, ne za skupnosti, ne kot takšne. Kasneje sprejme to besedo na nek način, naredi nek kompromis, in to je tudi verjetno eden od razlogov, da ta potrditev vodila ni bila slovesna, na slovesen način, slovesno bulo, kakor na primer pri redu dominikancev. Verjetno ga je tudi kardinal kasnejši papež Gregor IX, ki mu je Frančišek nagovoril, da je, bi lahko rekel, Frančišek malo popustil. Sicer je to besedilo tega vodila, potrjenega, nekoliko okrnjeno, sicer bolj pravno, formalno, eksaktno, ampak vsekakor ima v sebi tiste pomembne elemente, pomembne točke. Pa ko sem danes malo gledal, kolikokrat se pojavi beseda ponižnost v vodilo, sem videl v 3. poglavju, naj hodijo po svetu ponižno. Potem v 5. poglavju, plačilo za delo naj ponižno sprejemajo. V 6. poglavju, naj hodijo po svetu in ponižno služijo Gospodu. V 10. poglavju, predstojniki naj ponižno svare. In še drugo, v 10. poglavju, bratje naj bodo ponižni v preganjanju in bolezni. V 12. poglavju, naj bodo vedno pokorni in podložni tej sveti cerkvi ter stanovitni v katoliški veri, živeli v uboštvu in ponižnosti. Tako, toliko mogoče malo o tem vodilu. Zdaj bi se pa osredotočil na to prvo točko, splošno o Frančiškovem obhajanju božiča.
ko sem bral malo kakšno literaturo, sem seveda zasledil, kako so se v strokovni literaturi mnoge izjave, bom rekel, kar kontroverzne, kar se tiče izraza, da je Frančišek v Greču postavil prve jaslice, ne. In seveda vemo, da Frančišek ni postavil takšnih jaslic, kot jih danes pojmujemo, tudi ni postavil živih jaslic, ker se velikokrat to sliši. Seveda se lahko to na nek način reče, ampak gotovo v nekem drugem pomenu, kot ga imamo mi danes za tema dvema pojmoma. Se pravi, tam ni bilo teh figuric, vemo, ne, ne Jožefa, ne Marije, ne deteta, ni bilo jaslice, nekih dramskih, kar je bilo živo, je bil vol in osliček, da bi bile navzoče pri tem čudežu, božičnem čudežu. In Frančišek ni hotel neke scenske uprizoritve, jaz bi rekel spektakla, ki ga človek sicer pasivno spremlja, ne. Spektakel je nekaj, kar polni oči in prazni srce. In tega gotovo Frančišek ni hotel, da bi samo zaposlil svoje oči, ampak da bi torej vključil tudi ljudi v to praznovanje, gre za obhajanje. In zanimivo je, da je leta 1907 papež Inocent III. Prepovedal te svete igre ali drame v cerkvi, ki so se tam seveda tudi začele in so uprizarjale mnoge svetopisemske dogodke, tudi igralci so se naučili besedila, namreč kaj se je zgodilo? Cerkev se je začela spreminjati bolj v gledališče in to je verjetno bilo problematično, zato papež Inocent III. Prepove. Dolgo časa res nisem vedel, zakaj je Frančišek prosil za dovoljenje papeža, da bi smel obhajati ta božični večer v Greču na tak način, ko si ga je zamislil, ne. In gotovo je razlog v tem. Jaz rajši govorim o tej Frančiškovi trilogiji, tako sem jo nekako poimenoval, ker se mi zdijo tri besede ključne za to Frančiškovo praznovanje. To je prvič Evharistija, drugič uboštvo in tretjič ponižnost. Središče vsega je sveta maša. Ne gre za ta evharistični božič. Frančišek je hotel povezati nekako Betlehem z Grečo in to je še posebej nakazal v svojem prvem opominu, ko pravi takole: glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, ko je s kraljevskega prestola stopil v telo device, vsak dan pride k nam v ponižnosti, vsak dan stopa iz očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke. Ne, to se pravi, gre za to povezavo med oltarjem in jaslimi in med novorojenim in Evharistijo. To je ta osnovna stvar. Potem pa je Frančišek tukaj zraven hotel videti še dve stvari, ne, oboštvo in ponižnost Boga. To oboštvo je hotel videti v tem senu. Ne. Tukaj bi rad opozoril še eno besedo, ki se pojavlja. Frančišek je hotel videti, se pravi čutno dojeti. Frančiškova duhovnost je izredno čutna, ni neka abstraktna in zato je hotel videti tam tisto seno, ob kateri bi dobil ta pomislek, kam je Bog prišel, ne. Se pravi, sprejel je to revščino tega sena, teh jasli, da bi nas na nek način obogatil, ne. In to je tista zavest, ki jo je imel, da človek pravzaprav ničesar nima in da je deležen tega božjega daru.
Tako, in kot vemo, potem želi, da še živali to začutijo, zidovi in tako naprej, naj se pomažejo in tako naprej, da bi se zavedali tega izjemnega daru. Tako, zdaj bi se jaz bolj osredotočil še pri tej drugi točki na ponižnost, ki jo Frančišek gleda v jasli. To je razvidno tudi iz Frančiškovega pisma Celotnemu redu, kjer takole pravi. To so za mene ene najlepše besede, ki je kot molitev. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o vzvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha. Se pravi, ja, če razumemo, ko je prišel na svet, ob tem rojstvu, gre za še večje ponižanje, ko se skrije pod posvečeni košček kruha. Lahko bi rekli, da gre za eno dvojno ponižnost, še večjo ponižnost. In to je Frančišku bilo izredno blizu temu asiškemu ubožcu. Pravzaprav je bilo to za tisti čas izredna novost. V stoletjih pred njim so bolj poudarjali to Božje kraljevanje, to vsemogočnost, Božjo slavo. Pri Frančišku pa gre za ta, bi lahko rekli, preobrat, ki ga pa lepo povzame prvi življenjepisec Tomaž Čelanski, ki pravi takole: predvsem pa je Kristusova ponižnost v človečenju in ljubezni, v trpljenju, tako zasedla Frančiškov spomin, da je komaj hotel kaj drugega misliti. Tako zasedlo njegov spomin, da je komaj hotel kaj drugega misliti. Gotovo je ozadje te Frančiškove kontemplacije najdemo v himni apostola Pavla Filipljanom, ki pravi takole: čeprav je bil Jezus Kristus namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Torej, Frančišek želi torej z lastnimi očmi vere videti Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, ki vsakodnevno zapušča ta očetov prestol in se skrije v podobo neznatnega koščka kruha. Tako, in zato Frančišek s čudenjem, s srcem čudenja, hvaležnostjo in veseljem tudi in kadar prenaša presveto telo kamorkoli, naj vsi bratje na kolenih hvalijo, slavijo in častijo Gospoda, živega in pravega Boga. To je iz pisma vsem kustosom. To se pravi, želi tudi, da bi v to ponižnost Božjega sina tudi sami vstopili. Da bi padli na kolena v to dinamiko ponižnosti in skromnosti. K temu nas spodbuja naš svetnik tudi v pismu Redu, ko pravi takole: poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca. Ponižajte se tudi vi, da vas bo povišal. Nič torej od svojega ne pridržite sebi, da vas popolnoma sprejme on, ki se vam vsega daje. Zanimivo, kako se ta, bi lahko rekli, novi teološki pogled umešča v kulturo in socialno okolje tistega časa.
Frančišek je živel na prehodu iz bizantinsko-grškega v renesančno-latinski svet. In njegov prispevek k razvoju neke teologije, bi lahko rekli, na nek način bi lahko rekli božične teologije, je, da so do tedaj teologi poudarjali predvsem Kristusovo pot navzgor, k očetu, ascensus Dei. Tukaj pa pride, pa smo priča nekemu epohalnemu preobratu v teologiji. Sedaj prihaja v ospredje to Kristusovo sklanjanje k nam. Ascensus Dei. To prvo, je pač krščanska liturgija, ki se je navdihovala pri puščavskih in meniški duhovnosti, videla predvsem tisto najbolj pomembno stvar v Gospodovem nebohodu, ki je bil nadvse pomemben praznik in je na nek način nadaljevanje tega največjega našega praznika ali pa dogodka, velikonočnega dogodka. In Frančišek, bi lahko rekli, obrne to logiko in se usmeri v božično skrivnost, in to je zapisal tudi njegov življenje. Pisec takole v letopisu. Nad vsemi drugimi slovesnostmi je Frančišek z izredno skrbjo obhajal Božič deteta Jezusa in ga imenoval praznik vseh praznikov. Dan, ko je Bog kot majhen otrok sesal mleko iz človeških prsi. Tako, beremo, da je tudi Frančišek imel v Grečo videnje, eden od navzočih je imel videnje, kako je dete v Frančiškovih rokah oživelo. Jaz bi k temu dodal, da pravzaprav kot oživi ta hostija, ta kruh v duhovnikovih rokah, je prav, da bi oživelo tudi naše srce. Torej, ob tej praznikih ne oživljajmo božičnih figur, ampak da bi temu svojemu bivanju dodali ta čustva, to življenje. Vidite, kot sem rekel, dramatika živih jaslic je lahko zgolj neki spektakularni dogodek, ki ga lahko ponavljamo. Nekdo se nauči besedilo in se ta drama ponavlja, smo pasivni gledalci pri vsem tem. Res je, da Frančišek uporablja tukaj rekvizite, in zaradi tega je mogoče zelo blizu ta misel, da je uprizoril žive jaslice. Lahko bi rekli, vzel je to naravno katedralo za dogodek. Zato je gotovo tudi prosil papeža, ker v bližini naj bi bil nek samostan bratov, lahko bi obhajal Božič tam v bližini, v samostanu, v cerkvi, ampak je hotel torej, da bi te zunanje rekvizite, votlina, bakle, jasli, seno, petje, vse to ljudstvo, ki je soudeleženo, bilo kot pripomoček, da bi res to sveto mašo in to praznovanje Božiča doživeli. To se pravi, ne gre za neko uprizarjanje drame, temveč doživljanje dramatičnosti Božjega prihoda na zemljo. Ne dramatični, tega ne mislil, ampak res se je potrebno zavedati te dramatičnosti. Bog stopi na zemljo, in to je vsako leto edinstvena priložnost, da se torej Kristusu približamo na neponovljiv način. Če smo rekli, če je igro ali vse drugo, jaslice, ki jih postavljamo, mogoče ponoviti, tega ni mogoče ponoviti. Gre za enkraten Božji dotik, ko naše srce postane, lahko bi rekli, najlepša moštranca na svetu. Tako da se torej v preprosti in živi veri približamo temu otroku in mislim, da je to hotel sveti Frančišek. To se pravi, da bi se približal temu otroku, ki je Evharistija,
z ubogim in ponižnim srcem otroka, s čisto preprosto otroško vdano vero. Tako, zdaj želel bi še samo na hitro spregovoriti o aplikaciji te ponižnosti, ki naj bi bil izziv za Frančiška, pa tudi zame in za vse nas. V legendi Perugini je napisano, da je Frančišek osnoval svoj red na največji ponižnosti. Osnoval je svoj red na ponižnosti. Kako je to izpostavljena, ta ponižnost? Neverjetno, čeprav vemo, je še mnogo stvari drugih pomembnih za ta red. In Frančišek pravi, to pot vam hočem pokazati. In dejansko ponižnost ustvarja prostor popolnosti biti ubog. Če je oboštvo tisto. Torej, kje iskati ta vzor Frančiškove ponižnosti? Vemo, da je v otroštvu Frančišek bil želen te človeške slave in po spreobrnenju, po Božji milosti, je preoblikoval sebe v neizmerno željo po Božji slavi, ki se je razodelovala v Kristusovem obličju. Tukaj je torej izvor njegove ponižnosti. Nekje sem prebral, da če Frančiškovo življenje delimo na dva dela. Pred spreobrnenjem in po spreobrnenju potem lahko izpostavimo dve osnovni besedi. Pred spreobrnenjem je v ospredju jaz, po spreobrnenju pa ti. Ta prehod je naredil od jaz k ti. In to se lepo vidi tudi v tisti molitvi, ki je sicer nastala kasneje na Laverni, to zahvalnica Bogu Najvišjemu, ko moli ti si ponižnost, ti. In zanimivo, vsak stavek začne z besedo ti. V tej molitvi ni besede jaz, samo ti. In na začetku te hvalnice so ti atributi, neki atributi veličastva, mogočnosti, kraljestva. Bolj se hvalnica bliža proti koncu, bolj so ti atributi majhnosti, ki jih daje Bogu. Tako, zdaj, ponižnost je torej krepost pred očmi Boga, ki je lahko neka disciplina uma in čustva srca. Sedaj pa seveda gre pa tudi pri nas za ponižanje, ko gre za neko držo telesa, za neko našo življenjsko držo, ko se ta naša osebna ponižnost inkarnira, postane vidna. In tu sem črpal predvsem iz teh opominov. Za opomine pravijo, da je Magna Carta Frančiškovih blagro, gre torej za neko pot, zahtevno pot razglasitve samega sebe, svoje lastne volje. Človek res hrepeni po svobode, a noče sprejeti tiste največje svobode, ki je svoboda od samega sebe. In velikokrat res smo skušnjavi, da smo sužnji te lastne volje. Prvo stvar sem našel v 23. opominu, ki govori o tem, da se je potrebno zavedati lastne krhkosti in grešnosti. Tako pravi. Zvesti in razumni služabnik je, kdor se pri vseh svojih žalitvah ne obotavlja kaznovati sam sebe v duši s kesanjem in zunaj spoznanjem dejavnim nadčanjem. Se pravi, če se človek res zaveda svoje majhnosti, svoje nepopolnosti, grešnosti, potem je lahko ponižen in ponižnost je pravzaprav resnicoljubnost, da se človek vidi samega sebe takšnega, kot je, da si ne zatiska oči pred pomanjkljivostjo. Druga stvar je v 23. opominu še ta odprtost za opominjanja. Blago služabniku, ki vedno stoji pod šibo opominjanja. Frančišek si nekako želi, da bi bili odprte
za opominjanje, ne samo odprti, da bi si želeli opominjanje. To je sicer zelo težko, vemo, kak opomin vedno dojamemo kot napad in potem gremo mi v protinapad, čeprav bi lahko rekli, hvala ti, brat, hvala ti, draga sestra, ker želiš, da bi jaz postal boljši, svet in tako naprej. Gre za to sprejemanje te učljivosti, mogoče tudi videti, kaj ti Bog sporoča preko tega bližnjega brata, sestre. Potem je tukaj tudi lahko ponižnost kot orožje proti povzdigovanju. V opominu 12 pravi takole: ali ima Božji služabnik Gospodovega duha, je mogoče spoznati potemle, če se ne povzdiguje, ko Bog po njem izvršuje kaj dobrega. Zelo radi pripišemo kakšne dobre stvari sebi. Se pravi, pozabimo, da je to Bog po nas storil in da je on avtor tega in da ima on primat pri vsem tem dobrem. In tisto, ko si pa hočemo to lastiti, bi lahko rekli, je en takšen neodrešen del nas. Zato pravi tudi Frančišek zelo lepo in ga upodabljamo tudi s križem v roki, zato se bom rajši hvalil s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. In nikjer drugje, približno takole, nič ni našega, ničesar si ne moremo lastiti. Edino, kar si lahko človek lasti, so njegovi grehi. In potem v 17. opominu: blagor tistemu služabniku, ki se zaradi dobrega, ki ga Bog izreče in stori po njem, ne ponaša bolj, kakor zaradi dobrega, ki ga Bog izreče in stori po nekom drugem. Ja, torej, videti, da tudi Bog dela po drugem, kaj pa. Ponavadi je pri nas navzoča ta duhovna ošabnost, ki je nasprotje ponižnosti. In Frančišek pravi, da si duh mesenosti prizadeva, da bi to Bogov danost in svetost razkazoval na zunaj. Vidite, tudi Frančišek ni hotel te svoje svetosti razkazovati na zunaj. Nekje je zapisano, da je tudi te svoje rane, ki jih je sprejel kot alter Kristus, skrival. Vidite, kaj pa imaš, česa ne bi prejel, pravi Frančišek. In pravi, tudi če bi v 5. opominu, tudi če bi hude duhove izganjal, kar je na nek način nekaj dobrega, bi bilo to proti tebi, če bi se s tem ponašal. Če misliš, da je to tvoje delo, če to izvira iz tvoje moči. Potem naslednja stvar, da se ne primerjamo z drugim. Blagor človeku, ki se nima boljšega, kadar ga poveličujejo ali prezirajo. Včasih si želimo, da nas imajo ljudje za boljše, ampak Frančišek v 19. opominu pravi, človek toliko velja, koliko velja pred Bogom. Se spomnim neke misli, ki pravi, nikoli se ne primerjaj z drugim, vedno bodo boljši od tebe in vedno bodo slabši od tebe, tako da s tem pravzaprav nič ne narediš. Tako da je ponižnost kot neko orožje proti samočeščenju. Res je, da ta človeška narava ima potrebo. Vemo, tudi zdaj pri teh elektronskih medijih, imeti čim več všečkov in tako naprej na svojem profilu, ampak on želi, da se osvobodimo samega sebe, to se pravi umreti samemu sebi in to je verjetno najtežje. Da ti je dovolj, da ti je edino dovolj, da si Božji otrok. In da to največ, kar lahko doživljaš, da si Božji otrok.
Potem tukaj, ja, to verjetno malo bolj poznamo, to oboštvo v duhu, sprejemati žalitve. Ne, v pominu 14. Kako so mnogi vneti za molitve, za sveta opravila, se postijo, takoj pa so užaljeni in se pohujšajo zaradi ene same besede ali stvari, ki jim je bila odvzeta. Ne. Ja, gorje, če nam kdo odzame dobro ime in tako naprej in smo užaljeni in se pohujšujemo. In tukaj se mi zdi zelo lepa misel našega papeža Frančiška, ki pravi, da ni ponižnosti brez ponižanja. Pa bom prebral, tukaj sem si zapisal en citat iz Gaudete exsultate, tako pravi: ponižnost se ne more ukoreniniti v srce drugače kot preko ponižanj. Se ne more ukoreniniti v srce drugače kot preko ponižanj. Brez njih ni niti ponižnosti, niti svetosti. Če nisi zmožen prenesti in pretrpeti nekaj ponižanj, nisi ponižen in nisi na poti svetosti. Kar hude besede, ne? Svetost, ki jo Bog podarja svoji cerkvi, prihaja preko ponižanja njegovega sina. To je pot. Ponižanje te vodi k temu, da si podoben Jezusu. To je neizogibni del posnemanja Jezusa Kristusa. Spomnimo se, ne, Alter Christus, Frančišek. V pominu 8, kako je lahko ponižnost tudi orožje proti zavisti. Karkoli torej, kdorkoli torej zavida bratu, zaradi dobrega, ki ga po njem Gospod izreče in stori, se zaplete v greh bogokletstva, ker zavida samemu najširših bogokletstva. Ampak se nam ne zdi velikokrat to nekaj hudega, ta zavist bratu, ki je naredil kaj boljšega. Ne? To je torej za Frančiška največji greh. Ne? Saj oviram Boga, da bi prek drugega storil nekaj dobrega. Ne? Zelo huda stvar, ne? Greh bogokletstva to on imenuje. In kaj priporoča kot zdravilo? Molitev in zahvalo Bogu za vse, kar naredi po drugem. V pominu 17 celo pravi, da naj bi bili sposobni veseliti se uspeha drugega, kot bi se veselili uspeha samega sebe oziroma svojega uspeha. Namesto zavisti tukaj priporoča veselje. Tako, to sem enih par stvari, gotovo nisem jih črpal vsega, naštel. Eno stvar bi pa še vseeno rad izpostavil, to je pa služenje. Služenje se mi zdi izredno pomembno. Zakaj? Jezus pravi, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. In Kristus prihaja na svet, da bi služil. Ponižnost ni, vidite, mogoče lahko to napačno razumemo, čutiti se nevrednega, brez vrednosti, imeti neki kompleks manj vrednosti, nesposobnosti, negativne samopodobe, ki lahko vodi v depresijo, samopomilovanje, lahko to tudi zaigramo, pohlevnost. Velikokrat tudi vemo, ne, da tudi sami ne verjamemo v to, kar lahko delamo, si izbiramo zadnja mesta, ne zato, ker zaradi ponižnosti, ampak mogoče, da bi nas kdo povišal na prvo mesto. Včasih so to rekli čisto preprosto, gre za puklasto ponižnost, ne? Ampak postati majhen iz ljubezni, da bi služili in povzdignili druge. Da bi služili in povzdignili druge. To je Jezusova ponižnost. Ne? On, ki je bil torej v podobi, Božji podobi, se je osvobodil vsega in ponižal tako, da je sprejel podobo hlapca. Vidite, on je torej sprejel podobo hlapca. Ja, zato, da sprejmemo tudi mi to podobo hlapca, da bi služili, da bi dvigali druge, ne, je potrebna ponižnost. Ne. Se pravi,
Legitimno je torej prednjačiti, toda ne tako, da bi povzdigovali sebe na račun drugih, jih zasužnjevali, da bi zahtevali, da nas občudujejo, ampak predvsem v povzdigovanju drugih, da jim pomagamo krasti. Tukaj ni tistega, da en zmaga, drugi doživi poraz. Eni rečejo, da je to kombinacija win-win. Se pravi, oba morata zmagati. Ko eden zmaguje, naj tudi drugi zmaguje. Zato je to namesto te tekmovalnosti, in išče sodelavce, ker ve, da vsega ni sam zmožen. Velikokrat nočemo sodelavcev, ker želimo požeti vso slavo sami. In vemo, če nam kar uspe, potem rečemo, to sem pa jaz naredil. Tako. Mogoče še za sklep enih par besed, da ne bom predolg. Torej, mislim, da to nek menih, me bo potem kdo popravil, menih Silvan, ki je dejal takole: človek ima lahko vse kreposti, če nima ponižnosti, pa nima nobene. Zelo hudo, zaradi ene zgubiš vse. Vse kreposti lahko imaš. In če nimaš ponižnosti, nimaš nobene. Zelo lahko razumemo Janeza Krstnika, ki pravi, on mora rasti, jaz pa se manjšati. Zakaj sem dodal to aplikacijo? Namreč, da vidimo, da Božič ni samo neka romantika, ampak da bi v tej božji ponižnosti tudi sami stopili na to pot sadov, ki pa je v naši ponižnosti. In tukaj je potrebno biti pozoren. Ne poskušajmo biti ponižni sami. Askeza lahko postane napuh in je kontra. Ravno tukaj izgubimo ponižnost. Sveti duh je tisti. Imeti Gospodovega duha, pravi sveti Frančišek. Drugače lahko zapademo, tako kot mogoče sodobna verska gibanja, v to past samoodrešenja. Zato so nam tukaj pomoč, torej sveti duh, zakramenti, evharistija, še posebej. S pomočjo evharistije lahko delamo čudeže. Jezus je tisti, ki v nas lahko naredi čudeže. Jezus sam pravi, Janez 15, brez mene ne morete ničesar storiti. Jaz sem trta, vi ste mladike. Tako. Mogoče še samo z eno mislijo. Nietzsche je obsodil krščanstvo in judovstvo, da je krivo, da si je izmislil to krepost ponižnosti. Ampak po Kierkegaardu gre za tisti pravi paradoks krščanstva, ki kaže na Božje kraljestvo. In Jezus pravi, moje kraljestvo ni od tega sveta. Hvala lepa. Hvala, pater Danilo. Res lepo, zanimivo. Verjamem, da nam je bilo res vsem zanimivo, da smo lahko spremljali. Tako, jaz najprej vabim vse, ki smo tukaj gor še na Zoomu, da ostanemo skupaj. Ne bomo šli po skupinah. Videli smo iz prejšnjih srečanj, da se število udeležencev zelo zmanjša, ko gremo po skupinah. Zato vas res vabim, da ostanemo skupaj. Ni mus, da sodelujete aktivno, lahko samo poslušate. Vabim pa, da kdor bi karkoli dodal k temu, če je sploh še kaj za dodati, če prije kakšna misel ali pa odmev na to, kar nam je povedal pater Danilo,
je zdaj čas, pa da pač skupaj slišimo, poslušamo, mogoče se zdaj pred tem spomnimo, o čem nam je sploh govoril, a ne, da gremo po vrsti, a ne, kako je začel z vodilom, a ne, z današnjim praznikom in vodilom. Potem nam je dal en oris Božiča, potem je bil, ja, Grečo, torej Frančišek, ki rečemo, da je postavil jaslice, pa nam je malo razložil, a ne, da to niso bile figure in tako naprej. Potem je, a ne, v teh 3 besedah Evharistija, oboštvo in ponižnost, se ustavil pri ponižnosti, in ja, potem smo imeli kar veliko spodbud, smo slišali, ali pa je bilo res vsaj zame kot spraševanje vesti, ko se je ustavil pri opominih, in se dotaknil res pač ponižnosti. Zaključili smo pa potem tudi s tem služenjem. No, meni je tudi to res ostalo na koncu, ne poskušajmo biti ponižni sami. Tako, pa vas vabim, da kdor bi kaj rad povedal na to, kar je slišal, kaj dodal, ima zdaj priložnost. Prosim, res.